Prosim kolega Borisa Hajdinjaka, direktorja Sinagoge Maribor, da nam predstavi povezavo med Celjem in Auschwitzom s poudarkom na leto 45. Okay. Mislim, da bo dobro, ne? Ne, vse bo dobro, ne? Okay. Okay. Torej, moja današnja naloga je zelo majhen segment zgodovine Auschwitza v povezavi s Celjem. Danes je bilo že omenjeno, da je največji slovenski transport v Auschwitz začel iz Celja 9. avgusta 1942. 451 ljudi je bilo na tem transportu, 333 žensk, 118 moških. No in samo v tem transportu je bilo več ljudi poslanih iz prostora današnje Slovenije v Auschwitz, kot je bilo vseh Judov v vseh transportih iz Slovenije. Okrog 350 jih je bilo. To nam govori, da je pač Auschwitz nekaj, kar je pravzaprav bolj del slovenske zgodovine, kot se ponavadi mislim, tudi sicer koncentracijska taborišča, zaradi, ne morem reči zanemarjenosti, ampak tako bi rekli, ne čisto uravnoteženega pogleda desetletjih po drugi svetovni vojni, ne, mogoče šele zdaj dobivajo zasluženo težo in pa spoštovanje seveda te žrtve. Zdaj, naj vas ne preseneča, da Sinagoga Maribor, najmanjša javna kulturna ustanova v tej državi, se ukvarja s Slovenci v Auschwitzu. Teoretično in praktično bi se morali ukvarjati predvsem z Judi v Auschwitzu, slovenskimi v Auschwitzu, ampak jaz, odkar sem bil prvič v arhivu v Auschwitzu, me vedno znova in znova seveda preseneča, koliko je gradiva in koliko pravzaprav je še za to temo povedati, ne samo o Judih, tudi, ne samo o Romih, tudi, ampak o Slovencih. In ker sem jaz Slovenec, sem si seveda to pač tudi nekako zadal za nalogo, tako da naša ustanova v tem smislu se tukaj trudi morda nekatere luknje zapolniti. Moj referat se začne torej v prvih mesecih po osvoboditvi. Veste sami, da je bila velika euforija. Ta fotografija tukaj se lepo dokazuje. Neprestane proslave, govore in tako naprej, vključno z obiskom, kot smo kasneje rekli, najdražjega gosta. Josip Broz Tito je dvakrat pravzaprav v 2 dneh obiskal Celje, 31. maja 1945 na poti v Maribor, potem pa 1. junija na poti iz Maribora, obakrat v Ljubljano, oziroma iz Ljubljane. No in ta fantastična fotografija vnetega fotoreportera, ki je tudi na stalni postavitvi, ne, mislim, da dobro predstavlja vzdušje. Ampak to ni bilo edino. Proslave so se kar vrstile, namenoma sem izbral eno očitno precej spregledano. Namreč štab 3. armade Kosta Nađa je bil v zaključnih operacijah v Mariboru. Od tam je Kosta Nađ 15. maja ob 16:00 poslal znameniti telegram druže Tito, rat je završen. Ampak kmalu potem je bil štab premeščen v Celje. No in tudi zaradi tega se je potem Tito na obisku tja in nazaj ustal v Celju, zaradi štaba 3. armade. No, ampak tu konkretno zanimiv detalj, torej vidimo Kosta Nađa, levo je sovjetski general Aleksandr Kapitohin, on je bil en izmed branilcev Sevastopola, pa ni imel ravno neke, 142 leta, pa ni imel ravno neke bleščeče kariere in njegova funkcija ob koncu vojne je bil svetovalec prve bolgarske armade, ki se je iz okupacijske sile do septembra 1944 potem spremenila v zaveznika jugoslovanskih enot in seveda osvobajala dele Madžarske in dele Slovenije, tudi konkretno Maribor. Konkretno sodelovala v bojih na Koroškem. Njen poveljnik Vladimir Stojčev je na desni. Ne? In dejansko so se torej te enote takrat 10. junija poslavljali iz Slovenije. 2 dni kasneje je bila podobna, seveda na višjem nivoju, poslavitev pa celo v Beogradu, kjer je seveda vrhovni komandant jugoslovanske armade tudi imel funkcijo. Ampak vsem tem euforičnem vzdušju, ne, se seveda v takratnem časopisju jasno kaže posledice vojn, pogoste osmrtnice, sorodniki vedo, da je pravzaprav nekdo, za katerega niso toliko časa že imeli vesti, je na koncu padel v tej enoti, bil ubit tam in podobno. Ne. Je pa tudi kar precej poizvedb, niso še vedeli, ne, kaj je z njihovimi sorodniki. In tu sta za 2 primera samo, ne, z ene strani za 2 ženski, Ana Kos in njenega sina Ivana ter Ana Lapornik, ne, obe sta bili v Auschwitzu. Ana Kos je bila konkretno del tega največjega transporta, ki je odšel torej 9.
avgusta 1942 iz Celja in prišel v Auschwitz 10. avgusta. Ana Lapudnik pa je bila sicer enem kasnejših transportov v letu 1943. V obeh primerih se zgodba razvija srečno, obe sta se vrnili, tudi otrok, ki ga tukaj iščejo, je bil najden. No, ampak kot sem rekel, ne, zgodba Auschwitza je pravzaprav mnogo bolj tesno povezana s Slovenijo, kot se bo najprej predstavljalo. Tale zemljevid, jaz mislim, da zelo to nazorno ilustrira. To je še vedno work in progress, tako da ne se za vsako številko prosim obesiti. Ampak ta zemljevid je nastal pred 3 leti v Muzeju novejše sodobne zgodovine Slovenije na osnovi takrat poznanih podatkov o rojstnih krajih ljudi, ki so bili v Auschwitzu. To niso mrtvi, to so vsi, ki so bili v Auschwitzu. Okrog 2600 jih je po sedanjem štetju, nekaj več, kot smo do zdaj domnevali. No in ni težko uganiti, ne, da recimo Murska Sobota, ne, s 123 ljudmi rojenimi v Murski Soboti Auschwitzu, jasno zaradi judovske populacije recimo zelo vodi, ampak recimo tudi ostale številke Maribor 52 ali pa recimo Celje 64 niso majhne. To vam govori še enkrat, ne, da je recimo ne samo za judovski del, ali pa recimo kot je sigurno precej znano za ta naš štajerski del značilno, ampak pravzaprav ne, ni neke večjega območja Slovenije, kjer ni nekdo, ki je bil v Auschwitzu. Zdaj, izbral sem namenoma 4 zgodbe. Naj vas ne preseneča, da so vse 4 ženske, ne da bi zdaj imel kakšen novo dobo pomislek ali kaj take, ampak šlo je za to, da pač gradivo, ki ga imam na razpolago, še posebej se zahvaljujem kolegici Darjan za pomoč pri izbiranju nekaj detajlov, ampak tudi ne smete pozabiti, da je bilo 2/3 od 2600 ljudi, ki so bili poslani v Auschwitz iz Slovenije, so bile ženske. To je malo nenavadno, ne? Ker Auschwitz ni bil izključno žensko taborišče, to je bil Ravensbrück, ampak večina vojne, poleg Ravensbrücka je bilo samo Auschwitz še taborišče, katero so pošiljali ženske. Konkretno v 42. leta, ko sti veliki transporti, sta bili samo 2 varianti, Auschwitz, Ravensbrück, Auschwitz je bistveno bliže. Isto velja potem v 44. letu, ko že z Primorske pošiljajo okrog 500 Primork, je bilo poslanih v Auschwitz, ne? Ampak še vedno ista logika, ne? Ali Ravensbrück je daleč na severu ali pa Auschwitz, ki je bistveno bližje. Zdaj, ker smo že tudi bili pri žrtvah in pokopališčih, ne, še samo en detajl, sem seveda vesel, da baje bo v tej državi ustanova, ki se bo sistematično s tem ukvarjala, ampak največje pokopališče slovenskih žrtev druge svetovne vojne, saj po mojem vedenju, izven Slovenije je v Auschwitzu, ker sicer ni grobov. Tam je 1600 ljudi umrlo, 2/3 tega ženske. Zgodba, ki je po mojem bolj ali manj neznana, vsat naključja. 2-3 leta nazaj se je v naši ustanovi glasila Američanka, ki je vnukinja Peregrine Rankel. Peregrina Rankel je bila Slovenka, ki je sicer bila odpeljana z drugim večjim transportom žensk 31. julija 1942 v Auschwitz. Zdaj, kar je pa njena velika posebnost, je po mojem mnenju vzrok, zakaj so nas našla v Auschwitzu. Ona je bila pred drugo svetovno vojno poročena, se je poročila s kočevarjem, Johanom Hansom Ranklom, po poklicu Pekom, ki je pa seveda pred drugo svetovno vojno se naselila v Celju, imela idilo, otroka, torej hčerko Eriko. Zdaj, iz prošnje sestre Peregrine Rankel za izpustitev z Auschwitza, tudi to je obstajalo, se mi zdi, da sem našel vzrok, zakaj ona pravzaprav se je znašla. Namreč ona je bila žena kočevarja, ki je bil zagotovo kulturbundovec, zdaj koliko visoko, koliko pomembno, nisem uspel razbrati, ampak torej ta sestra trdi, ne, da je mož prijavil kot Slovenko, sodelavko partizanom, da bi se iznebil, ker je imel pač ljubico, kljub temu, da sta imela hčerko. Tak piše. Ali je bilo to res ali ne, ne vemo, vsaj zaenkrat ne. V vsakem primeru, ko se ona vrnila z Auschwitza, ni bilo ne hčerke, ne moža. Moža nisem našel na spisku mrtvih, kar pomeni, da je najverjetneje preživel. Hči je pa torej se odselila v ZDA, se poročila, no in njena vnukinja je po mnogih letih potem slučajno pač naletela na našo razstavo o slovenskih žrtvah Auschwitza in vprašala konkretno za torej mamo in potem se je pač zgodba začela odvijati, ki pa še vedno ni vseh detaljih jasna. Drugi primer, tudi precej znana zgodba, Hermina Seničar, predvojna komunistka, se pravi čisto drugačna zgodba, celo članica, sploh ene izmed prvih partizanskih enot, torej celjske čete, ki je seveda potem, ko je celjska četa bila razbita, ne, se očitno ne dovolj aktivirala, v vsakem primeru je padla v okupatorjeve roke. Bila je spet z enim teh malo kasnejših transportov, torej to niti si največji transport,
torej malo prejšnji transport, to ni bila torej del tistega največjega transporta, ki sem ga prej omenil, 9. avgusta, ne, tam so bili res izrazito, predvsem sorodniki, ljudje, ki pravzaprav sploh niso kaj dosti imeli s partizani od polniških gibanj, ampak so samo bili sorodniki. No, ona konkretno, ne, ta skupina je bila v veliki meri sestavljena iz dokazano, ne, konkretno partizanov in tudi zanimiv je datum, ne, torej to so bili tisti, ki jih niso postreljali, ne, torej njej je grozilo, glede na to, pač kakšen status je imela in tako ne bila ustreljena, ampak najbrž po nekih, ne vemo točno, kakšni razlogi je bila spuščena. Zdaj, kar je njena zgodba je to, da ko se je vrnila, ne, seveda je zagotovo pričakovala, da bo tovariši, kot recimo Peter Staniskala, ne, s katerim je bila in podobni, ne, seveda morda njen položaj kako tako drugače dvignili. Zdaj, ne bi v podrobnostih naprej govoril, ker po mojem mnenju obstaja odličen film Zvezdana Martića z naslovom Pozabljen grob, kjer je torej njena usoda natančno pojasnjena, ampak lahko z visoko stopnjo verjetno se sklepamo, da je že 1945, ne, vse te zadeve, ki so na koncu vlade izključitve iz partije do pravzaprav pozabe na njo, ne, ki pravim, ko tukaj Zvezdan Martić po mojem mojstrsko opiše, ne, so do tega pripeljali. Tretja zgodba, Dan Ročnik v Auschwitzu. Auschwitz je izjemen zaradi tega, ker so prvotno vse taboriščnike, ki jih niso bili takoj fotografirali, to je relativno malo poznan podatek, 400 tisoč ljudi je bilo sprejeti v Auschwitz, 900 tisoč so bili tako v prihodu, teoretično moralo nastati 400 tisoč fotografij, praktično je nastalo samo 200 tisoč, od teh 200 tisoč pa se jih je 39 tisoč ohranilo, no in za Dan Ročnik, čeprav sem zelo pričan, da je bila fotografirana, vsaj nekatere ženske njenega transporta so bile, se ni ohranila fotografija, v Auschwitzu je pa pač ta dopisnica, ne. Zdaj, kar je njena posebnost, je seveda njeno privatno življenje pred drugo svetovno vojno. Ona je bila dekle Slavka Šlandar, zagotovo vsem poznanega, ne samo ker je bila Šlandrova brigada, ampak ker verjetno v vsakem malo večjem slovenskem kraju, vsaj na Štajerskem ime nekaj Šlandrovega. V vsakem primeru ta meni se zdi zelo lepa fotografija, prikazuje pač nekaj, kar je bilo, njen dragi je padal v roke okupatorja avgusta 1941 v Mariboru in bil žrtev prvega streljanja pod sicer tujim imenom. Namreč on je imel ponarejeno izkaznico, Franz Weber je pisala, ne, zato tudi na plakatu je napisan, to je Slavko Šlandar, to je isto streljanje, na katerem je bila streljana Slava Klavora. No, glavnem, zdaj, kakšno je njeno življenje, kaj je to njen pomenilo, vsaj jaz nisem našel nekih večjih dokazov, ne. Vsaka mera pa je bila spet med tistimi, ki so potem bili prepoznani kot sodelavci okupatorja, poslana v Auschwitz z enim izmed teh kasnejših transportov, 43. leta, ne. No in detalj, ki sem ga našel iz spominov drugih taborišnic je ta, da je ona, ki je seveda se šolala za operno pevko pred drugo svetovno vojno, olajševala muke svojim taborišnicam s petjem. Zdaj, to je malo nenavadno sicer, ker v Auschwitzu in podobnih taboriščih je bilo zelo veliko glasbe. Samo to je bila tista glasba ob vhodu, ko so morali korak in tako naprej, torej pesmi, zdaj obdelo, ne, zdaj pač si težko predstavljamo, kako je tančno to moralo izgledati, ampak v vsakem primeru je moralo biti, mislim, da sem 2-3 pričevanj celotno našel, da je torej ta Dan Ročnik tako drugače psihološko pač na ta način vse tisti drugi muziki, ki je bila tam, ne, seveda pomagala. No, njena vrnitev v Celje, ne vemo detajlov, ne, v vsakem primeru se je pa še vedno ni uresničila želja, da je postala operna pevka, to vse je sledilo potem kasneje, ne, teda, če greste gledati na Wikipedijo, ima geslo seveda kot operna pevka, ne, ta detajl pa pravzaprav je zgolj omenjen, ampak je spet ena izmed zgodb. Zdaj, mogoče zadnja zgodba nekoga, ki verjamem, da je vsaj nekaterim tukaj prisoten znan, to je Ivanka Žagar, poročena Milovanović, ona je bila dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitz, nisem našel, tudi Darja Jan mi ni mogla pomagati, kdaj točno je umrla, sklepam pa, da je pokojna že, ker ni podatkov po letu 2006 o njej. Ona je bila med tistimi, ki je bila odpeljana spet v teh množičnih deportacijah še v avgustu 1942, torej ne oni sicer oni skupini, ko so bili samo sorodniki, ampak je konkretno spet tisti, ki so bili tako ali drugače sodelavci zborniškega gibanja. Bila je stara 17 let, je pa bila potem izpuščena, 44 let, torej teh izpustitev niti ni bilo tako malo. Nekaterih primeri so se res vrnili potem v Celje, nekateri so jih prepustili v neka blažja taborišča, tudi so zgodbe, ko se jih združili z ukradenimi otroci, zelo kompleksna zadeva, no, ampak ona je potem se takoj priključila odporniškemu gibanju in je maja 1945 bila pooblaščenka za mladino, zdaj pa ne vem točno na katerem nivoju. Ok, torej smo zelo blizu.
zgodovini. No in kar je zanimivo, kot bodoča izobraženka, bila je učiteljica, potem kasneje ravnateljica dolgoletna, tudi zato je bila ta funkcija, ne, domnevam, ne, dolgoletne predsednice. Je zanimiv, torej, mogoče so njen prvi članek, ne, namreč kmalu po koncu vojne so se začeli procesi proti nacističnim vojnim zločincem, sploh prvih je bil proti zločincem Bergen-Belsna. No in tam je bil poveljnik in prvi obtoženi Jozef Kramer. Ta sicer mogoče ni tako znan kot Rudolf Höss, ki je bil večino časa poveljnika Auschwitza, ampak je zanimiv detalj to, da je njegova kariera pravzaprav precej povezana z kariero taboriščnika, najbolj znanega preživelega slovenskega taboriščnika, to je Borisa Pahorja. Namreč on je bil leta 1942 poveljnik taborišča Natzweiler-Struthof. Verjetno ste slišali, da je Boris Pahor napisal tiste ključne stvari na osnovi, ne, kar je bil v drugih taboriščih Dachau in tako naprej, pa k tem Natzweiler-Struthofu. No in potem, ko je že Pahor bil tam, je ta bil premeščen in je bil v času največjega posameznega pokola Judov v Auschwitzu, tako Ungarakcion, katerega žrtve so tudi najbolj množično postali prekmurski Judje, bil poveljnik Birkenau, torej ne celotnega Auschwitza, ampak Auschwitz-II Birkenau, da bi potem še pred evakuacijo Auschwitza januarja 1945 bil premeščen za poveljnika Bergen-Belsna. Bergen-Belsen ste sigurno slišali, ker je to taborišče, katerem je Ana Frank umrla, ampak to je zadnjo taborišče, katerem je bil Boris Pahor. No, ta je bil torej med prvi obtoženimi, no in tu seveda je tudi, ker je pač se zavezniki so se zagotovo trudili, da je pač vse formalnost in pravne in podobno zadoščeno, so bile se tudi priče njemu v prid, ne, in tu Ivanka Žagar s tem soočene vesmi, ne, pač razlaga, da pač taka oseba ne bi smela nobenih okoliščin imeti. Jaz mislim, da se ona tukaj moti, ker ga pač omenja, ne, da je bil v njenem času, po mojem vedenju, Kramer ni bil v njenem času v Auschwitzu, 43 leta omenja, ne, češ da pa ne vem teke stvari, pač tem slovenskim taboriščem, mogoče ga zamenjala, za koga, mogoče jaz ne vem vsega. No, glavno v vsakem primeru pa, kljub temu, ne, kar je tu napisala, je na koncu bil obsojen in usmrčen še v letu 1945. Zaključil bi mogoče celo ene sploh prvih spominov na žrtve, ne samo Auschwitz, ampak vse. Ustanova, ki še vedno domuje dve hiši naprej, Mohorjeva založba, ne, je v svojem koledarju v 46. leto izdala torej to spominsko stran o svojih 6 uslužbencih, ne, 3 izmed teh uslužbenk so umrle v Auschwitzu. No in še v letu 1947 je nastala ena izmed sploh prvih, če ne sploh prva spominska plošča, posvečena tem uslužbencem. Jaz sem sicer pač po starejši literaturi poznal pač, kak je izgledala prvotno, sem pa zdaj nedavno, ko sem bil v Celju, šel pogledat, zdaj je točno neka nova varianta, piše latinsko, da so svoje življenje žrtvovali v drugi svetovni vojni, ne. No in je v nekem novem dizajnu, ne, ampak je še vedno, ne bi rekli, simbolno zelo močno, ne, seveda, ker smo samo 2 hišni številki od tod naprej, predstavljam, da pač kakšne priložnosti mogoče tudi s tem povezave kaj naredimo. Hvala. Kolega Boris, najlepša hvala.